Pozdravljeni. Danes se najprej ustavljamo na tiskovni konferenci, kjer so predstavili projekt povezovanje inovativnega partnerstva destinacije Jeruzalem Slovenija. Gre za projekt, ki obeta nov korak v smislu razvoja turizma. Povezovanje inovativnega partnerstva destinacije Jeruzalem Slovenija je samo eden izmed projektov, ki je bil uspešen na razpisu za evropska oziroma državna sredstva. Z operacijo smo uspešno kandidirali na 3. javnem pozivu Evropskega sklada za regionalni razvoj preko LAS Ormož in skupaj s partnerji pridobili sredstva v višini 21.676 evrov sofinancirano, medtem ko celotni projekt pa je v višini 67.380 evrov, kar predstavlja 32% sofinanciranje strani Republike Slovenije, pa strani sredstev Evropske unije, se pravi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Partnerji v projektu so poleg vodilnega partnerja, to je Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož, še občina Ormož, občina Sveti Tomaž, občina Središče ob Dravi in mrežni podjetniški inkubator Ormož. Tako da smo pripravili zelo dober projekt, da so ga ocenili tako tukaj na LAS-u, kot pa tudi, bom rekel, na višjih instancah v Republiki Sloveniji, da si zasluži sofinanciranje. V projektu imamo 4 delovne sklope. Prvi sklop je vodenje pa koordinacija projekta, drugi sklop je informiranje in promocija projekta, tretji sklop je ocenjevanje kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija, četrti sklop pa so promocija, se pravi marketinške aktivnosti projekta. Cilj tega projekta, operacija je, da dvignemo, se pravi prepoznavnost destinacije Jeruzalem Slovenija, zato je velik poudarek tako rekoč na vseh orodjih trženjskega komuniciranja. Vsi partnerji so si naloge za izvedbo projekta sorazmerno razdelili. Nosilec projekta Javni zavod za turizem, kulturo in šport bo skrbel za koordinacijo, nadzor in vsesplošno promocijo, med drugim bo poskrbel za propagandne materiale, izdali pa bodo tudi knjižico Okusi Jeruzalema. Občina Ormož kot prvi partner ima nalogo izvajati ocenjevanje kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija. To pomeni ocenjevanje 7 kategorij: pridelki in živilski izdelki, rokodelski izdelki, jedi in pijače na gostinski način, prireditve, turistična doživetja, nastanitveni obrati in vinske kleti, ki smo jih po novi kategoriji preimenovali v hiše vina. Pomeni, da je zajeta celotna destinacija, ogromno ponudnikov, tako da je res zelo pomemben ta projekt za našo destinacijo. Vse skupaj pa zajema tudi fotografiranje za arhiv in za fototeko ponudbe s kolektivno blagovno znamko Jeruzalem Slovenija. V delovnem sklopu 4, kjer je zajeta promocija destinacije Jeruzalem Slovenija in kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija, je zajeta nabava promocijskega materijala, to je namizna vitrina z oblikovanjem nalepk po celostni grafični podobi destinacije Jeruzalem Slovenija in prav tako priprava turističnega vodiča v tiskani in spletni obliki. Tako da je to, kar se tiče občine Ormož. Predstavila bi pa še partnera številka 2, to je občina Središče ob Dravi, ki v delovnem sklopu 4 projekta kjer je zajeta promocija destinacije Jeruzalem Slovenija in kolektivna blagovna znamka Jeruzalem Slovenija, je zadolžen za promocijski material, to je dobava majic, srajc in okrasnih rutk, promocijskih ležalnikov, dežnikov, USB ključkov, senčnikov in vse skupaj oblikovano seveda po celostni grafični podobi destinacije Jeruzalem Slovenija. Občina Sveti Tomaž bo v sklopu projekta povezovanje inovativnega partnerstva destinacije Jeruzalem Slovenija vodila aktivnosti delovnega sklopa promocije destinacije Jeruzalem Slovenija in tudi kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija.
V letošnjem letu, torej v letu 2021, bomo izdelali promocijske bombažne oziroma platnene vrečke, se pravi z logotipom destinacije. Potem v letošnjem letu bomo tudi izdelali in pa zakupili prostor za en jumbo plakat. Seveda oblikovano bo tudi v skladu s CGP destinacija Jeruzalem Slovenija. Potem na področju promocije bomo potem še v letu 2022, se pravi v naslednjem letu, izdelali zemljevid, ta bo v obliki trganke. Bo pa ta zemljevid s poudarkom na ponudnikih, ki imajo pridobljeni certifikat kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija oziroma imajo pravico do uporabe tega certifikata. Tu je naš del v okviru promocije. Se pravi, z vsemi temi aktivnostmi v prvi vrsti želimo, da postane naša destinacija Jeruzalem Slovenija prepoznavnejša in pa seveda, da tudi širše spoznajo ljudje našo oziroma našo kakovostno ponudbo na našem lokalnem območju. Mrežni podjetniški inkubator tukaj nastopa kot partner v tem projektu in sicer bo vodil delovni sklop številka 5. To je svetovanje za podjetnike in posameznike in sicer se bo v tem sklopu bodo odvijala individualna svetovanja podjetniška, tako za tiste, ki se želijo začeti ukvarjati s turizmom oziroma s podjetniškim vidikom turizma, kot tiste, ki se že ukvarjajo, pa jim mogoče kje kaj še manjka pri razvoju samega podjetja. Svetovanja se bodo odvijala individualno in sicer iz samega področja razvoja blagovne znamke, podjetništva, kako zaštartati tako podjetje, kot tudi možnosti pridobivanja raznih sredstev, tako na lokalnem, kot nacionalnem, kot tudi evropskem nivoju. Vemo, da obstajajo posebni skladi, preko katerih se lahko podjetja iz področja turizma financirajo in bi lahko tudi s tem nekako obogatili svoje podjetje, razširili svoja podjetja, ter tako doprinesli za razvoj turizma na našem področju. Seveda se veselimo oziroma doprinos k naši destinaciji Jeruzalem Slovenija na področju turizma, na področju podjetništva. No, seveda ogromno pomeni, temu sledimo tudi vsem korakom, ki smo si nekako v naši strategiji zadali. Vidimo uspehe na področju turizma, vidimo tudi uspehe na področju podjetništva, torej razne promocije, razne tudi manjše investicije, razna izobraževanja seveda tudi dodajo kamenček k temu mozaiku, tako da smo zelo veseli, da smo na tem projektu uspeli, da je tudi sofinanciran. Jaz bi se zahvalil vsem partnerjem, ki so pri tem projektu sodelovali, zahvalil bi se za ves njihov trud. Seveda pridobitev sredstev pomeni tudi določene obveznosti in verjamem, da se bomo tukaj vsi skupaj, ne samo zavodi, tudi vsi tisti, ki se bodo vključevali v ta projekt, nekako videli doprinos naše destinacije. Pohvalimo se lahko, da smo ena redkih občin v Podravju, ki ima rast na področju, se pravi, števila nočitev, tako da vsi ti projekti, vsi ti ukrepi, vse to financirajo tudi doprinaša k samo temu, da imamo že konec koncev tudi nekaj za pokazati. Tako da še enkrat zahvala in pa verjamem, da bo projekt na koncu, ko ga bomo pod črto rezultirali, tudi doprinesel uspehe. Ne samo za občino Ormož, tudi za občino Središče in pa Sveti Tomaž. Vsestranska in kar se da inovativna promocija je v turizmu vedno zelo pomembna, šteje vsaka malenkost, ki služi prepoznavnosti in informiranju. Tako so načrtovane predstavljene aktivnosti več kot dobrodošle. Stara zgradba nekdanje policijske postaje v Vrazovi ulici 2, ki sameva že 14 let, bo dobila novo vsebino. Kmalu bo v njej 6 do 7 stanovanj za mlade družine. Župan Danijel Vrbnjak in minister za notranje zadeve Aleš Hojs sta minuli petek v Beli dvorani grajske pristave podpisala pismo o nameri za brezplačen prenos stavbe stare policije v Vrazovi ulici 2 na občino Ormož. Na ta dogodek je občina Ormož čakala 14 let. 20. aprila leta 2007 so se policisti iz te naše tako imenovane stare policije
preselili v nove prostore, se pravi v novo policijsko postajo Ormož, in od takrat je ta stavba samevala, ni dobila nove zgodbe in nekega konkretnega posluha ni bilo. Zato še enkrat pohvala takoj pred podpisom samega pisma o nameri, se pravi, da se prenos stavbe, tako imenovane stare policije, prenese na občino Ormož, katera bo kasneje upravljala oziroma delala z temi prostori, jih nekako uporabljala za njihov javni interes. Predvsem se soočamo z veliko problematiko odseljevanjem naših mladih in to je tisto, na čem bi radi dali dodaten pomen, izgradnja novih stanovanj za mlade, kateri bi sigurno za tisto prvo reševanje prve stanovanjske problematike v teh prostorih našli tisto njihovo prvo mesto, dokler se ne ustvarijo svoje nove stanovanjske zgodbe. Zato se kot župan občine Ormož seveda zahvaljujem v največjem pomenu ministru gospodu Alešu Hojsu za posluh in takojšnjo pripravljenost, za takojšnjo angažiranost tudi vseh sodelavcev iz Ministrstva za notranje zadeve, ki so to zadevo zapeljali, ki jo peljamo in jo bomo zapeljali do tega brezplačnega prenosa tudi pride. Ob tem iskrena hvala za posluh. Verjamem, da bo ta zadeva prišla seveda v prave roke in da bodo jo uporabljali tiste, ki jo res potrebujejo. Veseli bomo tudi v mestu Ormož, da bo zgradba, ki je 14 let samevala, dobila svojo zgodbo, dobila svoj pridih, tako kot si to tudi zasluži. Še enkrat hvala. V zapuščeni zgradbi nekdanje policije v Vrazovi ulici 2 bo 6 do 7 stanovanj za mlade družine, kar bo za občino Ormož gotovo velika pridobitev. Naj rečem, da je tokratni podpis z županom nekoliko drugačnejši od podpisov, ki smo jih v zadnjem mesecu širom po Sloveniji podpisovali, torej tam je bilo običajno obratno, tam so nam nekako župani v pomoč skočili z gradnjo ali pa zaradi gradnje novih policijskih postaj, to je na tem območju rešeno. Vesel sem, da ste to v bistvu pravzaprav naredili že pred nekaj leti, je pa seveda tudi meni bilo precej nerazumljivo ali pa mi je povsem nelogično, da lahko neka stvar ni rešena več kot 14 let, oziroma tako kot je župan povedal 14 let. Zdaj posebej smo bili veseli za to novo namembnost, ki jo nekako načrtuje župan, ne. Gotovo so stanovanja za mlade tisto, kar je pravzaprav perspektiva za celotno našo državo. Vsi vemo, kakšne demografske probleme imamo. Verjamem, da bo to služilo mladim za to, da se bodo raje odločili ostati pri nas, predvsem pa, da se bodo raje odločili imeti več otrok, kajti le to, da bomo imeli Slovenci več otrok, bo ta narod ohranil. Seveda pa je potrebno povedati, da je župan prisluhnil tudi naši strani, torej željam ministrstva. V tem novem objektu bo eno prostor oziroma eno stanovanje namenjeno tudi za potrebe policije, torej Ministrstva za notranje zadeve. Sami se srečujemo sicer s problematiko stanovanj bolj v urbanih delih, torej v Ljubljani, Mariboru, Kopru recimo, ne, ampak vendarle tudi prostor oziroma tudi stanovanje v tem okolju bo še kako prav prišlo za potrebe ministrstva oziroma policije. Naj na koncu rečem zgolj to, da pričakujem, da bomo po tem današnjem podpisu pisma o nameri relativno hitro, po moji oceni ni nobenih zadržkov, da relativno hitro podpišemo vse dogovore oziroma vse, kar temu pismu o nameri sledi, tako da bo v tem, namreč sam postopek in zakon zahteva, da o tem na koncu sklepa vlada, torej računam, da bo to o tem sklepala vlada najkasneje če si damo malo več časa, recimo v mesecu januarju. Torej mislim, da je dovolj časa, da v teh 3-4 mesecih upravimo vse, da pride do sklepa vlade. To pa je pravzaprav že tista odločitev, ki je nepovratna in ki pravzaprav pomeni zgolj to, da se stvar fizično izvede oziroma da se vsi postopki dokončajo. Tudi vam, župan, še enkrat hvala za vse, kar ste v teh pogajanjih, ki sicer niso bila lahka, med vami in nami v bistvu obljubil, storil, ampak vendarle mislim, da je ta podpis tega dogovora v obojestransko korist in obojestransko zadovoljstvo. Hvala.
Zaradi nujne potrebe po novih stanovanjih se občina Ormož z rekonstrukcijo zgradbe stare policije ne bo obotavljala, zatrjuje župan. Ja, vsekakor. V naslednjem letu bomo že pristopili k določeni rekonstrukciji, pripravi dokumentacije in pa vsega. Ravno smo v pripravi proračuna za leto 2022, tako da nam nekako vsled vsemu temu, se pravi sporedno z samim prenosom stavbe na občino, bomo vse pripravili tako, da bo finančna slika tudi znana v letu 2022 z proračunom in nemudoma začnemo, kajte, tako sem že prej povedal, potrebe na tem so absolutno velike in želimo predvsem se dotakniti te problematike čim prej in to je ena izmed rešitev, ki jo seveda tako občina kot tudi ministrstvo, konec konca notranje zadeve tudi vide, zato bomo to zadevo čim prej realizirali v naslednjem letu. Občina si za rekonstrukcijo stavbe obeta tudi sredstva iz razpisov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Tako kot na sredstva iz razpisov za odkupe in novogradnje stanovanj. Vsekakor pa se poraja vprašanje, zakaj je zgradba zapuščena samevala kar 14 let. Glejte, marsikatera zadeva je stala, pa marsikatera zadeva se v zadnji 2-letnem obdobju pokrenila. Vidite, da je občina Ormož eno veliko gradbišče. Gradimo poslovne cone, energetske sanacije, v kratkem bomo se prijavili tudi na razpis namakalnih sistemov, cestna infrastruktura se premika, komunalna opremljenost se premika, gradimo vodovode, čistilne naprave, ogromno bo tudi spodbude na samem turizmu. Premik, ki smo ga čakali še več kot 14 let, je sigurno tudi, se pravi, glavna cesta Ormož-Ptuj. Tako da bistveno je, da ima občina Ormož, pa verjamem tudi ostale občine, saj ni samo občina Ormož, so tudi izjema, dela se v vseh občinah. In to bi rekel, to je ta posluh, to je ta naravnanost trenutne vlade, trenutnih ministrov, ki poslušajo potrebe občin, ki si želijo, da občine realizirajo svoje ideje, svoje zgodbe in samo lahko pohvalimo delo tudi ministra gospoda Hojsa, ki je vedno pripravljen pomagati, tako kot bi rekel tudi vsi ostali ministri, ki trenutno sestavljajo vlado. Pravzaprav je težko vedeti za vsako lokacijo, ki je v upravljanju ministrstva in tukaj naj rečem ravno tako, kot je rekel župan, ali pa bi rekel obratno, torej, če ne bi bilo pobude strani občine, verjetno sam niti ne bi vedel za te prostore. Teh prostorov je po Sloveniji še kar nekaj in če so župani aktivni, agilni in več kot očitno je, potem vse te njihove pobude z veseljem preštudiramo, sprejmemo, se o njih pogovorimo. Je pa seveda logično, da neka stvar, ki stoji 14 let, pa za katero ni bilo prej pobud ali pa za katero pravzaprav ministrstvo ni vložilo niti evra, zgolj tiste tekoče obratovalne stroške, je povsem logično, da jih ministrstvo ne more zadrževati. Skrajno nenavadno bi bilo, da bi se po vseh teh letih danes nekdo v policiji ali pa na ministrstvu spomnil, opsa, mogoče bi v te prostore še zmeraj rabili, ne. Če so lahko bili toliko let prazni, je to, da se v neko skupno dobro, kar gotovo je gradnja stanovanj za mlade, in če je občina to pripravljena in sposobna financirati, seveda toliko z večjim veseljem sodelujemo pri takem projektu. Starejši Ormožani se verjetno spominjajo, da pa je policijska postaja Ormož dolga leta, vse do selitve v Vrazovo ulico 2 leta 1990, domovala v zgradbi na Ptujski cesti 3. Pa je ob robu podpisa o nameri spomnil občinski in državni svetnik Branko Šumenjak. Pa tudi tista zgradba, ki je v njej stanovala prej policija nekoč, je bila nekoč podarjena in je služila kot mestna hiša še pred drugo svetovno vojno. To lahko vidite na televiziji ali pa na tistem filmu iz leta 1935, se iz tiste hiše ven je posnetek, kako prihajajo občinski svetniki oziroma takrat so bili odborniki ali zastopniki in to hišo je podaril lokalni skupnosti takrat župan mesta Ormož, Ferdinand Kada, ki pa je zato nekako občino zadolžil, da ureja njegov grob, ki se nahaja ob izhodu pokopališča proti Vežici. Na desni strani prvi grob je, če boste pogledali, je grob Ferdinanda Kade.
Ferdinand Kada, ki je preminil leta 1905, je nekoč bil ormoški župan. Leta 1879 pa je v Ormožu ustanovil mestno hranilnico. Ker ni imel družine, je svoje veliko premoženje zapustil občini. Med premoženjem je tako bila tudi zgradba na Ptujski cesti 3, kjer pa danes domujejo politične stranke. Gotovo pa je najpomembnejše to, da se v mestu obeta vsaj 6 novih stanovanj za mlade družine. Minuli teden je v okviru prireditev Teden vseživljenjskega učenja potekala parada učenja. Letos je bila to 3. parada učenja v Ormožu, ki jo je organizirala Ljudska univerza Ormož. Letos se je na paradi predstavilo 30 ponudnikov, kar pomeni enkrat več kot lansko leto. Parada učenja je letos potekala v Ormoškem parku. Parada učenja je v Ormožu vse bolj priljubljena. Letos je namreč sodelovalo že enkrat več ponudnikov različnih znanj kot lani. Gostitelji parade zadovoljstva niso skrivali. Ja, zelo smo zadovoljni, saj se je odzvalo več kot 30 organizacij, ki se danes predstavljajo tako na stojnicah, ali so pripravili kakšne delavnice, ali kako drugače. Tudi obiskovalcev je kar nekaj, žal je nekoliko nas okrnil PCT pogoj, ki je od danes pač nujno potreben, ampak verjamem, da bo drugo leto še veliko bolj obiskano. Kaj se torej pričakuje od ene takšne prireditve, manifestacije, da se tako izrazim? Parada učenja je dejansko praznik učenja, je praznik učečih se skupnosti, naša še toliko bolj praznična, saj poteka v okviru praznika krajevne skupnosti Ormož. Nekako celotna skupnost se predstavi, se za trenutek ustavi, ozavesti to, da je učenje nujno potrebno, da je to del življenja, da se ne učimo samo v izobraževalnih ustanovah, ampak če pogledamo po stojnicah, se lahko naučimo na vsaki stojnici nekaj in da je veliko priložnosti za to, da se naučimo nekaj novega, da napredujemo, da zrastemo, ker brez tega v današnjem svetu enostavno ne gre. No, parade učenja, ki jih prirejate, katero leto je to sedaj že po vrsti? To je 3. parada učenja v Ormožu. Vsako leto se prijavljamo, morda ne vsako leto, odvisno pač od tega, koliko imamo drugega dela, ampak prijavljamo se na Ministrstvo za šolstvo, na razpis, tam nam potem, če smo dovolj uspešni, odobrijo projekt in gremo pod okriljem Andragoškega centra Slovenije v izvedbo. No, glede na to, da je to 3. parada, ki jo prirejate v Ormožu, je vsako leto vse množičnejša, ne? To daje neko upanje, neko ozaveščanje. Res je. Danes, ko pokličemo za parado učenja, vsi pravijo, ja, seveda, se spomnimo, bilo je lani ali predlani. Mogoče je bilo prvič najtežje. Sedaj je pač malo težav z situacijo, ampak to je del našega življenja, tudi iz tega se bomo nekaj naučili, vzor bomo tem mladim, ki prihajajo k nam na delavnice, na stojnice in nekako bomo skupaj premagali situacijo, ki jo trenutno imamo. Parada učenja je potekala od 9. do 12. ure. Medtem, ko se je vrsta stojnic prebujala v življenje, je že bila aktivna šola zdravja, ki uči, kako biti telesno dejaven, ne glede na starost. Člani šole zdravja se sicer na vrtu knjižnice srečujejo vsako jutro, ob delavnikih ob 8. uri. Tako se svojim vzorom niso smeli manjkati na paradi učenja. V bistvu pa se je kar nekaj dalo naučiti ob vsaki stojnici, oziroma na vsakem koraku na prizorišču dogajanja. Kmalu je stekel uradni del parade, kjer je zbrane pozdravil tudi ormoški župan. Motivirati ljudi, dajati ljudem možnost samega učenja, predajati znanja, izkušnje je seveda zelo pomembno delo, ki ga tukaj zavodi v občini Ormož delajo, izvajajo. Tudi nekako navezava z vsemi drugimi izobraževalnimi ustanovami, ki jih občina Ormož premore, je seveda ključno za razvoj določenega kraja. Znanje je seveda ena izmed tistih vrlin, ki vemo, da ima številne pozitivne učinke na samega posameznika, tudi na družbo, v kateri živimo, tudi konec koncev lokalno skupnost in pa bi se tudi pridružil prejšnjim besedam tudi na samo državo. Nič ne pomenijo investicije, nič ne pomeni vlaganja v takšne in drugačne zgradbe,
če zadaj nimamo ljudi, katerim predajamo znanja, ki se razvijajo in pa dajo tisto, kar lokalne skupnosti tudi ponujajo. Da ne bom predolg ob tem sončnem, lepem vremenu, verjamem, da še ga izkoristimo pred tistimi deževnimi dnevi, ki se nam nekako obetajo konec tega tedna. Imamo številne stojnice za obiskati, lahko vidimo, kaj se tukaj pri nas pa še drugod dogaja, tako da verjamem, da bomo ta čas lepo izkoristili. Jaz bi še se enkrat zahvalil Ljudski univerzi, vsem tistim, ki se nekako jim pridružujete, združujete pri teh dogodkih, tudi vsem ostalim, ki jim pomagate, da svoje dogodke, svoje dejanja tudi udejstvujemo. Moram reči, z občino Ormož Ljudska univerza tudi zelo dobro udejstvujete. Malo še bomo potrpeli, pa bomo tudi imeli lepo urejeno stavbo Ljudske univerze. Se mi zdi, da je v vpadnici v samo mesto Ormož ob dejavnostih, ki jih Ljudska univerza tudi ponuja. Številni dogodki, vedno, bi rekel, vsaki teden, vsaki 14 dni slišimo o neki novi noviteti, o nekem novem programu, o nekih novih stvarih, ki jih tukaj ponujamo v Ormožu in prav ponosni smo, da se to dogaja prav v naši občini. Želim vam lep preostanek dneva v naši prelepi občini, v tem prelepem ambientu ob naši grajski pristavi. Tudi sem ponosen, da ta prostor se že nekako društva in pa zavodi prepoznavate kot prireditveni prostor. To je tudi nekako plan občine, da se še lepše uredi in pa da bo tudi v ponos vsem nam, da bomo tukaj izvajali te dogodke. Čestitke, lep dan naprej in pa seveda se vidimo ob podobnih takšnih dnevih. Hvala. Razen mlade pevke, ki je popestrila uradni del parade, so se na odru zvrstili govorniki. Poleg župana in direktorice Ljudske univerze Ormož sta zbrane pozdravila Darja Novak iz Andragoškega centra Slovenija in poslanka Mojca Žnidarič. O pomembnosti vseživljenjskega učenja pa je spregovorila tudi nagrajenka Andragoškega centra Slovenije Ljuba Fišer. V našem okolju imamo za vključevanje v vseživljenjsko učenje veliko možnosti. Le ozreti se moramo okrog sebe in se odločiti, da se pridružimo. Prav ponosna sem na slehernega udeleženca in prav ponosna sem na vsak njegov korak, ki ga je naredil skupaj z nami in s tem obogatil sebe in svoje najbližje. Veliko smo se naučili eden od drugega in s tem prispevali k kakovostnemu življenju posameznika. Glede na pestro dogajanje in številne udeležence ter obiskovalce, ki so se z zanimanjem ustavljali ob stojnicah ali se udeleževali ponujenih delavnic, je parada učenja gotovo najpestrejša prireditev tedna vseživljenjskega učenja. Gre za projekt, ki tudi sicer opozarja na vseprisotnost, pa tudi pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih. Parade učenja so se udeležili tudi vsi trije ormoški poslanci, Mojca Žnidarič, Jani Ivanuša in Aljaž Kovačič, ki so ponosni, da se dogodek med 16 mesti v Sloveniji prireja tudi v Ormožu. Seveda so taki dogodki samo pozitivna stvar. Vemo, da je učenje, izobraževanje, lahko rečemo, bistvo življenja in to vseživljenjsko učenje, ki se je v zadnjih nekaj desetletjih začelo promovirati, če tako lahko rečem, in seveda tudi ključno za neki razvoj družbe.
Nekoč smo imeli samo tako imenovano formalno izobraževanje, se pravi izobraževanje, po kateri dobiš uradno ali v osnovni šoli, srednji šoli, na fakultetah spričevalo, diplomo. Zdaj pa tudi to neformalno, kajti ni, kot je bilo nekoč, da ko si se pravi zaključil neko izobraževanje, dobil poklic, potem tudi v tem poklicu dobil se pravi zaposlitev. Danes najverjetneje več kot 70% ljudi sploh ne dela nekaj, za kar se je izobraževala. In prav zaradi tega je to neformalno izobraževanje še toliko bolj pomembno za samo družbo in tudi za vsakega posameznika. Ste tukaj kot poslanec ali kot Ormožan? Ja, sem Ormožanec in tudi poslanec, tako da te dve zadevi nikoli ne ločim. Predvsem sem tu kot nekdo, ki verjame v izobraževalni sistem, ki verjame v znanost in ki predvsem verjame v mlade, ki so, kot radi rečemo, naša prihodnost. Dogodek je namenjen mladim oziroma manj mladim. Gre za vseživljenjsko učenje, ki državljanom omogoča neformalno izobraževanje na vseh področjih, ne glede na starost. No, ta projekt Parada učenja že več let organizira, podpira tudi Ministrstvo za izobraževanje. Zdaj, koliko sredstev gre za to, nimam vpogleda, ker to imajo na ministrstvo. Vem pa, da že poteka več let, tudi sama sem že prej v prejšnji vlogi, torej kot svetovalka za brezposelne se tega projekta udeleževala. Tako da prav je, da se podpira, in tudi kaže se v praksi, da se vedno več ljudi izobražuje in tudi trend je takšen, da je treba tekom kariere svoje poslovne zamenjati več služb, poklicev, torej več karier in je v bistvu izobraževanje nujno. Je pa zelo pomembno, da taka izobraževanje in usposabljanje izkoristimo tudi v tretjem življenjskem obdobju in tega se najbolj veselimo, ko bo to prišlo enkrat. No, kaj bi vi od vsega tega nekoč, torej v tretjem življenjskem obdobju izbrali? 30 teh ponudnikov je danes tukaj. V tretjem življenjskem obdobju bi se želela naučiti izdelovati tiste lepe rožice iz krep papirja. Upam, da bom imela čas takrat. Rdeča nit letošnjega dogajanja na Paradi učenja je bila v znamenju povezovanja z naravo, zdravega načina življenja in ohranjanja zelenega okolja. Tako med različnimi delavnicami niso manjkale delavnice priprave zdrave prehrane in stojnice s pridelki oziroma izdelki iz lokalnega okolja oziroma domačih surovin. Parada učenja je bila tudi ena izmed prireditev v okviru dogajanj ob krajevnem prazniku krajevne skupnosti Ormož. Dogajanjem pa se je pridružilo tudi Ormoško likovno društvo Likudo in pripravilo razstavo del članov društva Likudo. Retrospektivna razstava likovnih del likovnega društva Likudo Ormož je na ogled v Beli dvorani grajske pristave. Odprtje pa je bilo ena izmed slovesnih trenutkov v okviru krajevnega praznika krajevne skupnosti Ormož. Z Dvoržakovo humoresko ob klavirski spremljavi Tadeje Meserič se je najprej predstavila violinistka Ela Iman Megla, učenka 6. razreda glasbene šole Ormož, ki se igranja violine uči pri mentorici Eleonori Bruk. Nato je zbrane pozdravila predsednica likovnega društva Likudo Marjeta Žnidarič. Spoštovani gostje, dragi prijatelji, soustvarjalci. V čast mi je, da vam lahko v imenu našega društva Likudo izrečem prisrčno dobrodošlico na odprtju razstave Na pragu jeseni. Sama razstava je nastala z veliko pomočjo in v soorganizaciji Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož, enota Ormož in na povabilo gospoda Hebarja, predstavnika krajevne skupnosti, k dogajanju ob prazniku krajevne skupnosti Ormož ter kot dogodek ob paradi učenja v tednu vseživljenjskega učenja Ljudske univerze Ormož.
Razstava nam ponuja na ogled dela, ki so nastala pod umetniškim vtisom naših članov v prijetnem počitniško obarvanem času. Saj veste, ustvarjalnost je naš način življenja, razmišljanja, naš užitek, naša sprostitev, želja po umetniški svobodi, domišljiji, kulturi in estetiki. Pri nas drugačnih, tako imenovanih umetnikih. In želimo si, da bi vse to začutili, ko se boste sprehodili ob naših delih. Na razstavi so tokrat razstavljene tudi risbe s svinčnikom, ki smo jih člani Likudoja ustvarili v sklopu likovne ustvarjalnice, katero smo obiskovali v organizaciji Ljudske univerze Ormož in na kateri je naš mentor gospod Vitomir Kavčič. Na ogled vam ponujamo razna likovna dela, nekatera med njimi so bila razstavljena že na poletni razstavi likovnih del društva Likudo, ki je bila razstavljena krajši čas, ob dnevu odprtih vrat destinacije Jeruzalem Ormož in kateri smo dodali vrsto vsebinsko bogatega repertoarja slik in risb. Vseh razstavljenih risb je 37 in na njih se predstavlja 14 naših članov. Lahko se pohvalimo, da je to že naša 4. razstava v mestu letos, poleg številnih razstav, ki so sledile različnim delavnicam, izobraževanjem, natečajem, festivalom, na katerih smo se udeležili. Bili smo aktivni. Osebno bi se sedaj rada zahvalila vsem, ki ste kakorkoli pomagali za današnji dogodek, predvsem pa mojim soustvarjalcem. Brez vas tega dogodka danes ne bi bilo. Verjamem, da bomo še naprej skupaj aktivni. Hvala vsem. Zbudi me 1. maja, ko bo nebo spet čisto in zrak brez toksičnih delcev. V kulturnem programu se je v nadaljevanju svojo novo pesmijo predstavila maturantka ormoške gimnazije Sandra Kumer. Preden pa so se zbrani odpravili na ogled razstave, pa je zaigrala še Neja Majcen, učenka 5. razreda glasbene šole Ormož, ki se igranja diatonične harmonike uči pri mentorju Viktorju Malecu. Slakovo okroglo polko je tako na pot pospremila še eno lepo razstavo v Beli dvorani grajske pristave. Razstava bo na ogled do 5. septembra. Dogajanjem ob krajevnem prazniku se je priključila tudi območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož in pripravila srečanje pevskih zborov iz regije. Sodelovalo je 8 pevskih zborov, ki so s svojimi nastopi počastili že itak praznično vzdušje v Ormožu. Najprej se je predstavil pevski zbor Društva upokojencev Središče ob Dravi. Zbor praznuje 20-letnico delovanja. V teh letih so ustvarili že veliko različnih zanimivih zgodb. Članstvo se je v vseh teh letih spreminjalo, pevci so odhajali, prihajali, nekaj pa je bilo najbolj vztrajnih in zavzetih pevk. Zbor vodi Lucija Pocrnja.
Druga je nastopila vokalna skupina Holermus, ki se je v Ormožu prvič predstavila oktobra 2015 ob praznovanju 50-letnice delovanja uspešnega družinskega podjetja KEF iz Ormoža. Tega leta so s svojim delovanjem ponovno obudili nekoč že delujoče kulturno društvo Ormož, kjer vokalna skupina Holermus deluje kot ena izmed sekcij. Skupino vodi Franc Magdič. Cigo, 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 ha, 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 ha. Cigo, 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 ha, 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 ha. Olele, giucalele, giucale, giuca belle crnolele, ne. Černo su im zapalili čabrole, čabrole, čabrolske jatotinje čabrole. Olele, čerku su ispalili, džuga bele crnolele, ne. Cigo, 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 ha, 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 ha. Cigo, 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 ha, 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 ha. Olele, čerku su ispalili, džuga bele crnolele, ne. Cigo, 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 ha, 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 ha. Cigo, 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 ha, 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 ha. Olele, čerku su ispalili, džuga bele crnolele, ne. Kvartet Jeruzalem, ki deluje kot sekcija Društva upokojencev Miklavž pri Ormožu, deluje od leta 1987. V tem času je nastalo okrog 80 posnetkov pesmi v lastni produkciji. Kot avtor pri nekatere pesmi, ki jo zapojejo, se pojavlja njihov vodja Vinko Rakuša. Kje so tisti mladi fantje, ki so peli skozi vas? Kje je tista lepa pesem, ki je razvedrila nas? Fantje so možje postali, ob večeri so doma. Vsak si je svoj dom ustvaril, kup težav skrbi ima. Mi sinovi pa ne znajo peti verš tako lepo, ko da se domače pesmi naskrivaj sramujejo. Moški pevski zbor Dobrava neprekinjeno deluje že 28 let. Nastanek zbora je bil povod za nastanek kulturno-športnega društva Dobrava, ki letos obeležuje svojo 25. obletnico delovanja. Zbor se z velikim veseljem odzove na vsako povabilo, kjer se ohranja petje ter ljudska kultura, ter upa, da bo takih dogodkov v prihodnosti čim več. Zbor vodi Larisa Juvančič. Kopičica na dulje gre, pa ključku nese pisemce. Lenes to pisemce do moje ljubice. Lenes to pisemce do moje ljubice.
zbor Turistično-kulturnega društva Ivanjkovci je nastopil naslednji. Zbor deluje že več kot 20 let kot sekcija Turistično-kulturnega društva Ivanjkovci. Zbor sestavljajo pevci, ki jim petje vedno znova ogreje srce, še posebej, če jim kdo z veseljem prisluhne. Zbor vodi Branko Fifnja. Sinoć je neslušna noč bila, sem jaz pri svoj ljubici spal. So noč me je ljubica grela, al jutro me zeblo kak sam. So noč me je ljubica grela, al jutro me zeblo kak sam. Pa moja je lepša kak tvoja, ker moja ima črne oči. Pa moja na pernici spava, al tvoja na slamci smrči. Pa moja na pernici spava, al tvoja na slamci smrči. Nato je nastopila ženska vokalna skupina Jua, ki pluje proti 20-letnici delovanja, pa vendar v zadnjih 2 letih z izjemo priložnostnih nastopov, ki so jih ulovile, zaradi korona mirovanja niso bile aktivne. Zbor vodi Lucija Pocrnja. Potem so nastopile članice pevskega zbora Okarina. Članice je naklonjenost do glasbe združila leta 1993. V letih, ki so sledila, so prepele veliko pesmi. Zvrzdilo se je toliko nastopov, da bi jih težko preštele. Izmenjalo se je tudi veliko število pevk. Zborovodkinja je Zlatka Puklavec Banjanin. Sodelovanjem na srečanju nas je počastil tudi komorni zbor Glasis, ki deluje pod okriljem kulturno-umetniškega društva Markovski zvon iz Markovcev. V zboru prepeva 24 pevcev z bližnje in daljne okolice. Letos ustvarjajo 9. sezono. Zbor, ki ga vodi dirigent Ernest Kokot, posega po vseh glasbenih zvrsteh od renesanse do sodobnih skladb avtorjev današnjega časa. Tako kot povsod so s svojim nastopom navdušili tudi v Ormožu.
La 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 li li. 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 Sedaj pa še k športu. Rokometaši v NLB ligi so se odigrali tekme drugega kroga. Naš predstavnik Jeruzalem Ormož je na Hardeku gostil Slovan in doživel hladen tuš v obliki novega poraza. Za rokometaši Jeruzalema je druga domača tekma in žal tudi drugi poraz. Po zmagi Loke v prvem krogu se je tokrat zmage na Hardeku veselil Slovan, ki je v Ormožu zmagal po več kot desetletju. Nazadnje so Ljubljančani pri Jeruzalemu osvojili točko leta 2015. V 10. minuti je Tilen Kosi zadel za edino ormoško vodstvo na tekmi, 5-4. Sledilo je kar 5 minut zatišja se strani vinarjev, kar so serijo 4-0 izkoristili gostje in v 15. minuti povedli z 8-5. Ob odsotnosti poškodovanega izkušenega Roberta Sankoviča pa je gostitelje na mesto levega zunanjega popolnoma presenetil novinec v vrstah Slovana Marino Gabrieri. Bivši igralec Dubrovnika je v prvem polčasu dosegel kar 4, skupaj na tekmi pa 6 zadetkov. Od 16. do 18. minute je v golu domačih Alen Skledar zbral 2 obrambi zapored. In četi trenerja Saše Prapotnika je uspelo rezultat izenačiti na 8. Ob tem pa imeti še 2 napada za drugo vodstvo na tekmi. Sledilo je nekaj tehničnih napak v napadu Jeruzalema, kar so borbeni in sila razpoloženi gostje iz prestolnice spretno izkoristili in si z delnim rezultatom 8-2 priigrali visoki 6 golov prednosti. Polčas Jeruzalem Ormož 10, Slovan Ljubljana 16. Takoj na začetku drugega polčasa je Slovan po zaslugi odlične igre celotnega moštva dvakrat povedal celo s +7, 17-10 in 18-11. Igri Slovana v napadu je izjemno dirigiral Miha Kotar. Na desnem krilu in ob izvajanju 7-metrovk je bil nezgrešljiv bivši igralec beograjske Crvene zvezde Aleksa Tufekdžić. V golu je solidno branil Velenča na začasnem delu v Ljubljani Tilen Grudnik in ob dobri igri v obrambi je Slovan držal vse niti igre v svojih rokah. Jeruzalem je v 4 primeri znižal zaostanek na -2, 21-23, 22-24, 23-25 in 24-26. In zmeraj, ko je gostom pričela teči voda v grlo, je stvari v svoje roke prevzel Kotar in težave v napadu reševal z igro 1-1 ali 2-2. Obramba domačinov ni imela rešitve za igralca tekme Kotarja in zmaga ter 2 točki sta odpotovali v Ljubljano. Teo Šulek, to, kar smo najmanj pričakovali, 2 domači tekmi, 2 poraza, ampak roko na srce, oba zaslužena. Ja, oba poraza oziroma obe zmage sta res šla k gostujočim ekipam, tudi seveda zasluženo. Nismo bili glih svoji, nismo igrali svoje igre, v napadi se nam ni steklo, v obrambi danes tudi ni v prvem polčasu šlo, zasluženi zmage gostujočih. Na obeh tekmah, tako Loka kot danes Slovan, prvi polčas prelomnica in pa ključ do poraza. Prvi polčas res v obrambi nismo zbrali, preveč golov smo dobili, potem pa tudi v protinapadu smo preveč žog izgubili in se je videla razlika. In v drugem polčasu smo seveda stisnili, pa smo dobro odigrali, samo prevelika razlika je bila v prvem polčasu. Ekipa Slovana danes brez, lahko rečemo, njihovega najmočnejšega igralca Sankoviča, presenetil pa nas je Gabrieri. To je tudi res, pa sicer imajo še tudi enega zelo dobrega srednjega Kotarja, ki jim je danes veliko storil v napadu, mislim, da on največ storil, vedno nam je delal probleme in mislim, da so preko njega najbolj zaslužno zmagali. V tretjem krogu gostovanje pri Riku Ribnici. Riku Ribnica pa je odlično začela sezono z 2 zmagama, pa blestijo z igro v obrambi. Ja, to je vse res, samo mi se zdaj ne obadamo s tem, kako so oni odigrali. Mi bomo gledali samo, kako igro imajo in bomo se probali najboljše pripraviti na njih. Kaj lahko pričakujemo torej v Ribnici? Ja, pričakujemo lahko drugačno igro, boljšo igro v obrambi in pa tudi, da 2 točki prideta domov. Miha Kotar, v prvi vrsti čestitke, v prvem krogu odlična igra proti Koperu, danes odlična igra proti Jeruzalemu in 2 velike za vas zmage. Najprej čestitev nasprotni ekipi za borbenost.
Pričakovali smo, da bo zopet moška tekma, tako kot smo že lani nazadnje igrali tukaj v Ormožu, je bila kar moška igra, tako da na to smo se pripravili. Ampak ja, v napadu nam je stekla igra, v obrambi smo si pomagali, tudi če kdo izpel, smo stisnuto in lahko sem še čestitam svojim soigralcem za predstavo. Po najnem je odločitev o zmagovalcu padla v prvem polčasu, +6. Ja, že veliko dela smo naredili v prvem polčasu. Smo vedeli, da moramo tudi v drugem igrati isto, drugače bi se hitro lahko kaj zgodilo. Prišli zraven, so se že prišli, se mi zdi, na 3 gole, tako je vmes zadnjih 10 minut. Tam bi se lahko spet odločila, ampak smo stisnili do konca. No. Ker si premladi, najbrž ne veš, da glede statistike zmag Slovana tukaj na Hradeku pod leta 2010 ne najdemo zmage Slovana na Hradeku. Torej po več kot desetletju ste osvojili cel plen. Nazadnje 1 točko leta 2015. Ja, to je res, to sem šele 3 leta, tako da ne, tega nisem vedel. Ampak še enkrat čestitam svojim soigralcem, no, zasluženo se mi zdi. Za konec samo vsi pravijo, da če zmagaš na Hradeku, da si potem prava ekipa. Ja, se strinjam. Tukaj je res, kakršno imate publiko, pa to je res težko igrati kot nasprotna ekipa. Tako da tudi čestitam navijačem, no, za fair navijanje, tako da hvala. V tretjem krogu domača tekma Urban Escape Loka, lahko rečemo kar pravi sosedski oziroma skoraj da lokalni derbi. Ja, tudi veliko igramo prijateljske, so zelo neugodni. Da sem videl, da so tudi celo zmagali Gorenje za 2 gola, tako da bo zelo težka tekma. No. Ampak spet, dali bomo vse od sebe in bomo upali, da na 2 pike doma. Pri domačih sta vratarja Tomislav Balent in Skledar zbrala 9 obramb. Z istim izkupičkom obramb se na drugi strani lahko pohvali Grudnik. Pri domačih so po 4-krat zadeli Tinče Kebar, Teo Šulek in Tilen Kosi. Po 3-krat so bili natančni David Bogadi, Bojan Čudič in Nejc Krabonja. Pri gostih je Tufekdžič dosegel 8, Gabrieli 6 zadetkov. Po tekmi veliko razočaranje v taboru Jeruzalema, ki ga zdaj v soboto 25. septembra ob 19. uri čaka težko gostovanje v Ribnici pri Rikotu, ki je tudi odlično pričel sezono z 2 zmagama. Čez vikend so Ormožani dobili tudi tekmeca v evropskem tekmovanju, to je islandski Selfoss, ki je v 2 tekmah na Češkem odpravil zasedbo Koprivnice. Evropska nastopa Jeruzalemčka čakata v mesecu oktobru. Futsalerji v prvi slovenski futsal ligi so odigrali tekme 3. kroga. Naš predstavnik Meteorplast iz Ljutomera je drugo tekmo zapored odigral neodločeno. V prvi slovenski futsal ligi so bile odigrane 3 tekme, 4. med Ptujem in Bronx je preložena na kasnejši termin. V derbiju kroga se je aktualni državni prvak Dobovec grdo znesel nad Litijo in jo premagal s kar 8-0. Tihomir Novak je dosegel 3, Žiga Čeh 2, po enkrat so zadeli Kristjan Čujec, Luka Perič in Denis Kneževič. Vrhniški Siliko je tudi v Kobaridu nadaljeval se serijo zmag. To je bila 3. zaporedna zmaga Silika, ki je s 5-2 premagal Oplast. Za domačine sta zadela Andrej Mohorič in Dani Vulikič, za goste pa 2-krat Max Vesel in po enkrat Žan Janeš, Nikola Jandrič in Alan Muratagič. Tekma v Kobaridu se je odločala v zadnjih 5 minutah, ko je padlo vseh 5 zadetkov v drugem polčasu. V Dobrepolju sta si domači klub in novinec v ligi Meteorplast razdelila točke. Ljutomerčani so odlično odprli tekmo in z golom bivšega igralca Tomaža ter Ptuja Mitja Gašpariča v 8 minuti povedli. Sledile so minute gostiteljev, ki so dobro igro okronali s kar 3 goli v mreži Prlekov. Za izenačenje na 1-1 je poskrbel Denis Gale v 15 minuti. Rezultat prvega polčasa 2-1 v prid Dobrepolja je postavil Žiga Andolše. Za razliko od prvega polčasa pa so drugi polčas bolje pričeli domači futsalerji in preko Urbana Pirnata povedli s 3-1. Kazalo je že na drugo zmago Dobrepolja v zgodovini njihovega nastopanja v prvi futsal ligi. A Prleki so še enkrat več dokazali, da gre za nepopustljivo ljudstvo. Adrian Trstenjak je v 30 minuti s svojim drugim golom v letošnji sezoni poskrbel za znižanje zaostanka na 2-3. Končni rezultat tekme 3-3 je v 37 minuti postavil Aljaž Goznik. V končnici tekme kar nekaj priložnosti na obeh straneh, vendar se mreži več nista zatresli in ostalo je pri delitvi točk. Ja, mislim, da je bil to pravi prvoligaški derbi danes. Prvi polčas je pripadal domačinom, kar pokaže tudi rezultat. Drugega pa mislim, da smo se dobro vrnili v tekmo.
Tisti tretji zadetek nas je malo presekal, ravno ko smo najbolj napadali. Na koncu mislim pa, da smo vseeno zadovoljni s točko. Kakšni so plani za naprej? Ja, moramo še vedno dalje trdo trenirati. Prijajo za tudi težje tekme, ker bomo težje prihajali do točk, ampak tudi to moramo dati skozi, pa mislim, da bo to zelo pomembna izkušnja za naprej. Pa prvi polčas smo šli, na začetku v tekmo smo šli dobro, smo tudi zadeli, po našem vodstvu smo nerazumno malo padli, ampak dobro se dogaja, tudi ker smo prišli poškodbe, so nas malo pestrili, tudi ni bilo prvega golmana, kartoni malo, ampak pol drugi polčas je bilo, smo se zmenili nekatere zadeve, bil dosti boljši, ampak moramo popraviti, pač 3 gole smo dobili iz lažne napak, ker nismo obrambo odigrali tako treba, drugače pa pristop moram čestitati fantom vseeno, s 3-1 se vrniti na 3-3, tu lahko bi se obrnil mogoče drugače, ampak vseeno s čestitko obojnim za piko. Kakšni so plani za naprej? Nič, cilj naš je normalno obstanek v ligi, mladi kader imamo, vemo sami, prvo leto nam je cilj obstanek, pol pa počasi. Pa lejte, škoda točk. Prvi polčas je bil izvrsten, tudi v drugem nismo bili slabi, teda vseeno. Malo smo razočarani, ker smo čutili, da lahko danes dobimo vse 3 točke, ampak vseeno čestitke obema ekipama za neverjetno borbo in zelo sem vesel, da smo lahko prikazali pred publiko, kako se bori za klub. Kaj se je dogajalo proti koncu drugega polčasa? Pa nič, malo smo bili zmatrani verjetno, tako kot oni. Mi smo napadali, igrali, oni imajo izvrstne kontre, to sem igralce opomnil tudi na treningih ta teden in dejansko so nam dali 2 gola iz zelo dobre izpeljane kontre in 3-3. Dobre polje Meteor plus Ljutomer 3-3, polčas 2-1. Na lestvici vodi Siliko z maksimalnim izkupičkom 9 točk. Dobovec, tekmo manj, Dobre polje in Litija si delijo mesta 2, 3 in 4 s 4 osvojenimi točkami. Meteor plus je z 2 neodločenima rezultatoma na 2 odigranih tekmah pri 2 točkah in na 5. mestu. Trenutno zadnje 9. mesto s tekmo manj in z le 1 točko zaseda ptujska hiša Daril. 4. krog je na sporedu v petek 1. oktobra. Meteor plus v Ljutomeru gosti Kobariški oblast, hišo Daril čaka težko gostovanje na Vrhniki pri Siliku. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga lepo pestrite z unikatno obleko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklažo in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Podjetje Obsen d.o.o. za inovativne energetske rešitve, optimizacija stroškov energije, projektiranje, svetovanje in nadzor, inženiring in vzdrževanje v energetiki, izgradnja in montaža razsvetljave, proizvodnja elektroenergetskih naprav, trženje električne energije. Obsen d.o.o. Ljutomerska cesta 30 Ormož v službi prihodnosti. Pristno slovensko, prijetnega vonja, polnega okusa. Na voljo tudi s ptujskim česnom in ptujskim lukom.
Vse od polja do olja. Jeruzalem Sad. Sem Tim Gajser, sem član AMZS, kaj pa vi? Ker si car, naj ti bo za varnost mar. Izbira je tvoja, se vidimo na Vranskem. AMZS, pravi prijatelj. Toliko za danes. Jesen je že sama po sebi pisana pa bo tudi naša naslednja oddaja čez teden dni, saj različnih dogodkov ne zmanjka. Res, da smo v Ormožu svoj krajevni praznik zaključili, vendar kljub temu dogodkov ne bo zmanjkalo. Vse dobro vam želimo in srečno do prihodnjič.